Nadaljujemo z predstavnikom gospodarstva, in sicer gospod Robert Smodiš, DGNB auditor. Jaz upam, da bo gospod pojasnil, kaj ta kratica pomeni. Gre za v bistvu ocenjevanje kvalitete stavb, torej njegov pogled na trajnostne prenove in gradnje. Ja, lepo pozdravljeni. DGNB je kratica za Nemško združenje za trajnostno gradnjo. Skratka, gre za eden izmed bolj uveljavljenih certifikacijskih sistem za trajnostne gradnje, ampak glede na kratko odmerjen čas ne bi želel preveč izgubljati, namreč zelo dolgo in veliko bi se dalo o tem govoriti, ampak če nastopaš bolj proti koncu, je veliko že bilo povedane, tako da lahko neke stvari preskočim. Vseeno pa mogoče eno dejstvo. Danes smo leta 2023, jaz sem se sam nekako prvič soočil z trajnostno gradnjo leta 2009, ko so nekje ne tako daleč stran od nas že zelo dobro vedeli, kaj je potrebno ukreniti. Skratka, mi se danes še tukaj vedno pogovarjamo in prepričujemo, velikokrat prepričane o tem, kaj je potrebno narediti. Tako da že zelo krepko zamujamo glede tega. Prav tako mogoče eno dejstvo, namreč bilo je omenjeno mobilnost, avtomobili, nekje avtomobile danes recikliramo 95%. Če se vprašate, koliko je tega pri stavbah, pa ker nimamo veliko časa, nekaj let star podatek govori o nekih 5%. Tako da tukaj je zelo velik potencial za izboljšavo. Prav tako pa se mi zdi, da ko govorimo o rasti prebivalstva, ki je zagotovo eden izmed, ne rečem težav, ampak izzivov, ki jih imamo, se moramo mogoče nekoliko vprašati, kaj to pravzaprav pomeni. In če verjamemo nekim podatkom, 2,6 osebe imamo vsako sekundo več na tem planetu. To pomeni cirka v eni uri nekaj manj kot 10.000 oseb. To je velikost Murske Sobote. Skratka, eno Mursko Soboto vsako uro moramo zgraditi z vso infrastrukturo, ne samo stanovanje, da bomo lahko zagotavljali vsem tem osebam recimo dostojno življenje, kot smo ga navajeni nekje v industrijsko razvitih državah. Ampak to je samo polovica. Druga polovica namreč izvira iz tega, da pa velik del svetovnega prebivalstva seveda ne uživa tega standarda, ki smo ga vajeni nekje v centralni Evropi. In če prištejemo še to zraven, bomo hitro ugotovili, da moramo naš planet praktično, oziroma vse, kar je na tem planetu, zgraditi še enkrat. Da zato nimamo surovin, tako kot je bilo v predavanju prej omenjeno, je verjetno brez tega, da smo znanstveniki, vsem zelo jasno. Skratka, ne samo to, jaz celo trdim, da nekatere krize, ki smo jih bili deležni pred nekaj meseci, kakšnim letom, izvirajo mogoče že nekako iz te osnove. Skratka, pomanjkanje surovine, les, ki je neka dobrina Evrope, je naenkrat postal nedostopen v Evropi, oziroma če že, za res nore cene. Vidimo, da neko povpraševanje na nekem drugem koncu tega planeta povzroči, da sredi Evrope praktično si ne moremo več privoščiti graditi v lesu. In ravno zaradi tega mislim, da je trajnostnost zelo pomembna. Ja, kaj so težave v gospodarstvu oziroma v tistem delu, ki nekako poskuša vse ideje in v bistvu to nujnost spraviti v življenje? Sigurno pomanjkanje znanja. Veliko govorimo o trajnostnosti, ampak ko pridemo do nekako direktnih rešitev, direktnih nagovorov, kaj to je, pa nekako izgubimo tla pod nogami. Tudi storitve povezane z trajnostnostjo, z trajnostno gradnjo, seveda v našem prostoru niso tako enostavne dostopne, ampak moramo se vprašati, zakaj. Dolgo o tem nismo želeli govoriti, se nismo z tem ukvarjali. In verjetno se bomo veliko bolj ukvarjali z tem v prihodnjih letih, ko nam bo voda po domače bistveno bolj tekla v grlo. Prav tako se moramo zavedati, da je to en proces, ki bo enostavno trajal kar nekaj let,
zato je žal tudi potrebno ustvariti spodbude za ta prehodni čas, ko bodo seveda to družbo premaknile v smer bolj trajnostnega razmišljanja, predvsem pa bolj trajnostnega delovanja. In tukaj seveda nam trenutno zagotovo manjkajo javni finančni mehanizmi, tudi privatni mehanizmi, banke imajo recimo veliko denarja, mi je bilo rečeno, ampak kako ga plasirati, na kakšne projekte, predpise, seveda predpise imamo, ki nam določajo, kako graditi, kako energetsko učinkovito graditi, ampak koliko surovin lahko uporabimo ali kakšne pogoje bivanja ustvarjati v takih stavbah, pa nam bistveno bolj ohlapno definirajo. In seveda mogoče tudi razmišljati o tem, kako seveda spet v tem nekem prehodnem obdobju razmišljati o tem in nagrajevati pozitivne primere, spodbujati in preko tega potem tudi izobraževati širšo strokovno javnost, certifikati in podobni mehanizmi, slišali smo tudi v kazalnikih trajnostne gradnje, ki se pripravljajo v Sloveniji, so zagotovo pravilni pristopi. V surovinah smo danes že kar veliko slišali, ampak ko se postavimo na stran gospodarstva v naši bližini, mislim, da bi se lahko zelo upravičeno vprašali, ali vedo gospodarstvo danes definirati, kaj je trajnosten proizvod, na kakšen način ga proizvesti. Seveda tisti, ki se s tem ukvarjate, to ni nobena težava, ampak govorim o realnem sektorju, ki je velikokrat še zelo slabo seznanjen tem. Obstajajo okoljski znaki in tudi standardi v ozadju, ki nekako to definirajo, ampak to seveda še ni vse. Potrebno je seveda poznati tiste ključne zahteve za proizvode. Govorimo o zmanjševanju okoljskih odtisov, ampak govorimo tudi o zmanjševanju transportnih poti, o zmanjšanju porabe energije pri proizvodnji in tako naprej. Skratka, veliko dejavnikov, ki lahko pozitivno vplivajo na proizvodnjo gradbenih materialov, ampak seveda tudi vso spremljajočo tehnično opremo, ki jih imamo v stavbah. Tega je seveda pri nas zaenkrat, oziroma tega zavedanja je bistveno premalo. Tudi potrebno se je zmeniti, na kakšen način bomo izkazovali okoljske karakteristike takih produktov. Zagotovo so EPD, okoljske produktne deklaracije, en način, kako to izkazovati. Ampak podjetja seveda morajo se potruditi in vedeti, ali je to dovolj in ali lahko seveda svojo usmerjenost prikazuje tudi na drugačne načine. In seveda tisto, kar zagotovo velja in v bistvu nekako čutim tudi vsakodnevno pri svojem delu, obstaja velika razlika med domačimi podjetji in podjetji, ki so recimo v tujem lastništvu ali ki prihajajo iz tujine. Domača podjetja praktično do sedaj niso motivirana, da pretirano razmišljajo o tem, razen če prodajajo in delajo na tujih trgih. Tuji trgi, v marsikaterem pogledu, so jih prisilili, da se potrudijo in da seveda, če drugo ne, vsaj izkazujejo lastnosti svojih gradbenih materialov. Potem pa imamo še, glede na to, da smo relativno majhen trg, problem malih predstavničev. Velik del gradbenih proizvodov, ki prihaja v Slovenijo, prihaja iz tujine. In tukaj pri nas imamo predstavništva, najme podjetja ne zamerijo, ki pa seveda strokovno niso tako usposobljena kot pa matična podjetja v tujini. In potem seveda pride hitro do tega, da tudi ta predstavništva ne vedo, kljub temu, da imajo mogoče v svojem portfelju produkte, ki bi jih lahko plasirali bistveno bolj v smeri trajnostnosti, kot jih danes storijo in s tem seveda poskrbeli za promocijo, tega ne delajo, izključno zaradi pomanjkanja znanja. In seveda tisto, kar je ključno, manjka motivacije za konkretne korake v tej smeri. Veliko smo se o tem pogovarjali na različnih platformah, ampak žal tudi 15 let pozneje, če tako rečem, se praktično zelo malo premika na boljše. In čisto na koncu, ko govorimo o naročnikih. Naročniki imajo ogromen vzvod, da premaknejo stvari na boljše. Predvsem javni naročniki. Javni naročniki, slišali smo, imamo uredbo o zelenem javnem naročanju, ampak na drugi strani seveda obstaja težava, da pa mogoče ne jemljajo vsi naročniki ravno najbolj resno.
O zakonskih zahtevah seveda smo tudi govorili. Poznamo dobre in pozitivne učinke finančnih spodbud ekosklada na področju energetske učinkovitosti. In danes seveda lahko rečemo, da smo postali oziroma da gradimo zelo energetsko učinkovito. Celo bi si upal trditi, da med tistimi, ki so glede tega še najbolj uspešni v Evropi. Ampak, da porabljamo pri tem veliko preveč surovin, pa mislim, da je tudi vsem jasno. Zaradi tega bi tudi sam pričakoval, da seveda predvsem izhajajoč iz javnega sektorja, da se pripravijo finančne spodbude, ki bodo spodbujale trajnostno gradnjo. In seveda sheme vrednotenja. Sheme vrednotenja seveda sploh v tej neki začetni fazi pripomorejo k širitvi znanja, pripomorejo k spodbujanju, k motivaciji naročnikov, da seveda naredijo največ, kar se da v nekem trenutku. Da na koncu prejmejo potem tudi seveda nek rezultat. Na osnovi tega rezultata in primerjav potem vsak lahko pri sebi tudi ugotavlja, ali je seveda njegova rešitev dobra ali slaba. In samo tako lahko potem pričakujemo tudi nek napredek. Privatni naročniki so prepoznali dodano vrednost v certificiranju, v bolj trajnostnih zasnovah svojih stavb. Zakaj? Enostavno vedo, da bodo take stavbe v življenjski dobi in z vsemi spremembami, za katere danes vemo, da prihajajo, tržno bistveno bolj zanimive, tudi danes taki objekti dosegajo višje cene na trgu, najemnine dosegajo višje cene na trgu, zasedenost takih objektov je višja. Zato privatni naročniki zelo hitro posegajo po takih orodjih in seveda tudi, če jih zakonodaja ne sili, jih zilijo dejansko neke okoliščine, da se seveda kot odgovorni lastniki ali pa kot odgovorni investitorji potem tudi tega lotijo. In zato uporabljajo največkrat mednarodno uveljavljene certifikacijske sheme in seveda mislim, da tudi v našem prostoru je tega vedno več, pa naj si bo to DGNB, ki izhaja iz tega centralnoevropskega prostora, nemški sistem, ali je pa to ameriški LEED ali britanski BREEAM. Toliko na kratko v tem šprintu skozi to predavanje. Hvala lepa.